Pozdravljeni nazaj na kanalu The Sweet Tech TV, moje ime je Andraž, Davor. In danes bova v ring vrgla dve pošasti. In sicer Xiaomi Note 10 in pa Galaxy S20 Ultra. Mislim, gledajte to kamero. Ja, to bo zelo zanimivo. In odgovorila bova na preprosto vprašanje, ali obstajajo razlike med njima in kako je sploh uživo uporabljati kamero s tako veliko megapiksli. Tako da upava, da bo odgovorila na to. Zmagovalec je lahko samo eden, tako da poglejmo si. Ja, preden pa pozabva, v zadnjem videu sva naredila še en giveaway za pametno uro Movo TicWatch Pro. Hitro si pogledajte tisti video ali pogledajte najina socialna omrežja, Instagram, Facebook, ki so vsa polinkana spodaj v opisu. Tako. Da, ok, zdaj pa začnimo z videom. Preden naredimo samo primerjavo teh dveh telefonov oziroma kamer, naredimo še nekaj zgodovinskega pregleda, da boste sploh razumeli kontekst današnjega videa, ker je pač ta kamera 108 megapiksli nastala z sodelovanjem med Xiaomijem in Samsungom. Ja, pač tehnološka giganta sta se zmenila in skupaj naredila eno kolaboracijo, da je pač to vse skupaj nastalo. Ja, tako. Sicer to se ni zgodilo prvič. Samsung in Xiaomi sta že v preteklosti sodelovala pri Xiaomijevem telefonu s kamero s 64 megapiksli. In ko sta podjetji lansko leto napovedali vnovično sodelovanje, pri katerem bi Xiaomijev paradni konj vseboval Samsungov senzor za 108 megapikslov, ki bi naredil boljšo reprodukcijo fotografij in optimalnejšo izkoristil svetlobo skozi lečo, je šlo torej samo za neko nadaljevanje poslovnega sodelovanja. Ker pač tudi v bistvu ta telefon je prej prišel ven in je bil tudi kot nek poskusni zajček očitno za Ultro, ki je prišla šele letos ven. Res, ja. Iz te kolaboracije sta se rodila te dva telefona, Note 10 od Xiaomija, S20 Ultra od Samsunga. Oba sta super telefona, tudi edina telefona v Sloveniji, ki sploh imata toliko veliko megapikslov v kameri. Tako da se poje tukaj, če vam je kamera pomembna, odpre vprašanje, se mi zdi bolj smiselno plačati okoli 500 evrov za tale telefon. Sicer pa mogoče izgubite pri drugih stvarih. Ali plačati skoraj 3-krat več za Ultro, ki je vsem super telefon praktično. Samo je pač tudi 1450 evrov ali tam nekje v prosti prodaji, kar je pa res ogromno. Zato bomo pač pogledali te razlike v kameri, ki se tle pojavijo in je res smiselno dati toliko več za Ultro, če so razlike res toliko velike. Tako da kar začnimo. Recimo, čeprav obe kameri premorata 108 megapikslov, pa ima samo Ultra tako imenovani Space Zoom oziroma prostorski zoom, kjer lahko s fotoaparatom uporabnik do 10-krat približa v okolico. Zdaj, roko na srce, povečane slike sicer delujejo dobro tam do okoli 10-kratnega zooma, pri 30-kratnem so še uporabne, vse kar je več od tega in pa pri 100-kratnem zoomu pa je praktično že to neuporabno, ker se ti tako zelo trese roka, v bistvu tudi če se ti minimalno leča skače oziroma objektiv skače tako drastično naokoli, da ne boste sposobni narediti nekih vrhunskih fotografij. Tako da, če hočete zazlezovati svoje sosede, uporabljate stojalo. Ne tega delati. Tako pač lahko vas preganjajo organi pregona, tako da ne to morajo ven rezati. Xiaomijev zoom gre samo do 50-krat, ampak že to je več kot dosti za vse nas. Tako je. Res je pač tudi to, da pri Ultri, zaradi tega, ker je zoom do 100-krat, so tudi tiste fotografije, ki so pač pri manjšem zoomu, tako kot je že Andraž omenil, so boljše kot pri vseh ostalih telefonih, boljše kot pri Notu od Xiaomija. Pa tudi v bistvu fotko, ko enkrat slikate, pogledate v galeriji, lahko bolj povečate na Ultri kot na Xiaomiju. Je pa na Ultri mislim trenutno največja povečava kot ko pač
s prsti približate. Ja, nedvomno. Ampak dovolj v zoomiranju. Pojdimo mi kar lepo na glavni kameri. In sicer tukaj se pojavi jasna razlika med obema telefonoma in sicer v načinu, kako rokujeta z nasičenostjo fotografij in pa z ničimer, kar se reče HDR, to se pravi kratica za angleški izraz High Dynamic Range oziroma po slovensko visokodinamični razpon. In samo na kratko, Xiaomi veliko bolj barvno nasiči fotografije, kar v praksi pomeni, trava je veliko bolj zelena, kot vidite na priloženi fotografiji, tudi listi na drevesih so bolj zeleni, zato so Notove fotografije veliko bolj, da se izrazim, pravlične, kar bo recimo izgledalo kot da bi, ne vem, telefon že avtomatsko na fotografijo dal Instagramov filter. Zdaj, to nekaterim bo zelo všeč, za druge, recimo profesionalne fotografe, pa bo to povsem preveč nenatančno. Tako da to je stvar okusa. Je pa res, da tukaj se Samsung pokaže kot bolj zadržan pri nasičenosti fotografij. Vem, govorimo o Samsungu, ki je bil v preteklosti poznan po tem, da preveč barvno saturira svoje fotografije, ampak tukaj so se zadržali nazaj in je zato prednost pri Ultri, ni pa še zmeraj to v rangu Applovega realizma fotografij. Tako je, ja. Zdaj spet, nasičenost je stvar vsakega uporabnika, je subjektivna, enim je večja nasičenost boljša, enim manjša, sigurno je boljša za, tako kot je Andraž rekel, za socialna omrežja, da sploh ni treba toliko veliko filtrov dati gor. Zdaj za primer vzamemo krošnje tega drevesa, vidite pa tudi, kako Xiaomi svetlobo neba sprocesira na tak način, da jo prikaže skoraj kot meglico. Ja. Ultra pa ne naredi tega, v bistvu malo bolj nerealno stanje prikaže, sicer v tej fotki. Na določenih fotografijah se pa tudi pri Xiaomiju neba sploh ne vidi več dobro, ker je toliko svetlo vse tam in je tukaj pač boljša slika od Ultre. Je pa tudi na drugih slikah spet, da se sivina oblakov boljš prikaže pri Xiaomijevem telefonu kot pri Ultri. Tako da so pač neke razlike tudi v načinu, kaj slikate in kam slikate. Ja, točno, se strinjam. Ampak razlika se ne ustavi samo pri tem. Samsung S20 Ultra veliko bolj izrabi prej omenjeno tehnologijo HDR, ki recimo belino na fotografijah naredi bolj belo, črnino pa bolj črno. In kako se to pokaže na samih fotografijah? Preko njihove ostrine. Recimo, samo pogledajte si sliko tegale grma. Listi so pri Ultri veliko bolj izostreni in ko povečate v samo fotografijo, se te podrobnosti ohranijo, brez izgube veliko kvalitete. Ali pa recimo pogledajte si sliko tega travnika z napisom. Posamezne travne bilke so veliko bolj izostrene in individualizirane v primerjavi z Notom, ki zabriše posamezne bilke. Recimo še zadnji primer, vidite sliko tega napisa, kjer so povečane podrobnosti fotografije veliko bolj izstopajoče kot pri Xiaomiju. In vse to zato, ker je HDR na Ultri veliko bolj dovršen. No, da zaključil vse skupaj počas, Xiaomi naredi veliko bolj pravlične fotografije kot Ultra, kot sva že omenila. Veliko uporabnikom je to bolj všečno, ne ravno vsem. Tudi slike, kot jih vidite tle, slikane z 108 megapiksli, ohranijo neverjetne podrobnosti. Pri Ultri so te podrobnosti še bolj izostrene in vidne kot pri Notu. Ne trdiva sicer, da Xiaomijev telefon ne napravi res izvrstnih fotografij, Ker jih? pač ja, za svojo ceno so fotke neverjetne, res super, v samem vrhu industrije. Tako. Ampak pač Xiaomijevi programski opremi še nekaj manjka, Da bi bila. nekaj popravkov, tudi zaradi cene je mogoče ta razlika, a ne? In ki pač to Samsung že inkorporira, pa Samsung tudi dalj časa že na tem področju dela. Ja.
In pa konec koncev je to tudi dokaz, kako se je skozi leta izboljšala Samsungova programska oprema za obdelavo fotografij, ki je imela včasih pač več težav. Ja, pa čeprav so bila z ultranimi fotkami zelo zadovoljna, so na začetku pač kamera imela neke probleme z avtofokusom, sploh v videu. To je takrat, ko pač nek objekt na hiter pride v vidno polje in se mora izostriti. Te težave so bile sicer odpravljene, upam pa, da bo to tudi pomagalo pri tem, da se Samsung nauči, ko bojo prišle tudi kamere z 140, 150 megapiksli, da se tam ne bodo te težave ponovile. Ja, tako je. To je nekako za danes z najne strani vse. Rada bi samo še na hitro nekaj omenila, kar nima povezave s fotografijami. Vsi tisti, ki imate Samsungove naprave in imate boljše, ja, in imate prijatelje in znance, ki imajo Samsungove mobilnike, prosim, uporabite funkcijo QuickShare za prenos velikih datotek med dvema telefonoma. Ja, ker pač to je v bistvu Samsungov odgovor na Apple AirDrop. Morava priznati, da je pač to res neverjetno hitro delovalo, tudi fotke, ki so bile 100 megapiksli, 108 megapiksli in so 33 megabajtov recimo velike, so se zelo hitro prenesle, tako da res to uporabljajte nujno, če imate možnost, ker res hitro deluje. Izvrstna zadeva. Ja, to je bilo to. Z vami sva bila Andraž in Davor iz The Sweet Tech TV. Naročite se na najin kanal, lepo prosim, všečkajte ta video in nama tudi v komentarju povejte, katere fotografije so vam bolj všeč in pa seveda ne pozabite naju slediti na Instagramu, Twitterju in pa Facebooku. In še enkrat zadnje opozorilo, ne pozabite na najino nagradno igro, kjer lahko dobite mobijo pametno uro, tako da veliko sreče pri nagradni igri in pa se vidimo v naslednjem videu. Čau!